Od Santane pa smo že nazaj v studiu Radia Fantasy in z mano je že Maja. Zdrav. Ko si nežna, daj malo bolj na glas. Okay. Rač, kar dobro jutro. Dobro jutro. Tako, evo, Maja je tista, ki ureja družbena omrežja Medical Group Fabian. Zdaj pa Maja povej, jaz sem šla malo pogledat vaš Instagram pa Facebook. Imeni se razlikujeta. Kak mama na Facebooku pa kak mama na Instagramu? Instagram bo Medical Center Fabian, Facebook je pa Medical Group Fabian. Ok, to je verjetno bilo še pred tvojim časom, ko se je to naredil, pa zdaj ne gre spremeniti, verjetno, ne? Bo tako, ja. Okay. Ampak videla sem, predvsem na Facebooku, jaz sem še vedno bolj iz časa Facebooka, pa sem bolj tega navajena, sem videla, da imate kar pestre objave od samih posegov, Ja. pa vse do vprašanj za dr. Fabiana, pa tudi za ostale zaposlene. Kako to urejate? Mislim, kaj želite s tem doseči, glede na to, da imate kar konkretne zadeve? Lahko rečemo od liposukcije do povečanja dojk, do estetskih storitev, ker tako zelo nazorno pokazano. Ja, res je. Hočemo čim bolj približati vse posege oziroma nasplošno storitve, ki jih nudimo. Da so ljudje pač seznanjeni s tem, kaj vse je, ker je veliko stvari. Pa da lahko mogoče, ne vem, naredijo tisti en korak naprej, da jih malo bolj spodbudimo mogoče. No, ampak zdaj recimo tudi za vprašanja, na katera pač odgovarjajo zdravniki. So to dejanska vprašanja, ki jih dobite v škatlico sporočili? Lahko, se pravi, jaz tudi napišem na Instagram, na Facebook, kaj me zanima in dejansko potem v videu odgovorite? Ja, definitivno. Mislim, veliko vprašanj je. Nekatera pač se odgovorijo privatno, če so bolj specifična. Če so pa taka, ki se mi zdijo, da bi bila zanimiva tudi za ostale, da jih vejo, pa se pa pač naredi video in še ostali zvejo odgovor. No, ampak recimo vsebina vprašanja je, kot si sama rekla, včasih zelo specifična. Verjetno zdaj nisi glih ti sama, ki odgovarjaš na ta vprašanja, se posvetuješ s kom? Ja, jaz pošljem vsa vprašanja, ki se dobijo naprej. Zdaj, odvisno za koga je vprašanje. Je to za Matica, za Tino, za katero od sester. Smo precej aktivni, no, tako da takoj, ko kaj prileti noter, gre tudi naprej in poskušamo čim prej odgovoriti na vse. No. Ok, vidim, da ste kar ažurni, predvsem pa, kako pa je s tem, recimo, nazornim prikazom operacij. Zdaj, Instagram malo zamegli, tukaj na Facebooku pa nisem nič kaj videla, da bi kaj zameglil, je kar konkretno pokazano oprsje, ki se bo povečalo, ali pa liposukcija. Ja, mislim, so neka opozorila, da bo mogoče malo bolj nazoren prikaz, ampak nekatere ljudi to zanima. Imajo tudi po statistiki taki ogledi največ, mislim, taki videi največ ogledov. Okay. Presenetljivo. In zato se pač tudi taki videi malo več objavljajo. Pač ljudje si želijo vedeti, kako izgledajo stvari, ker ni glih pogosto. No, da... Pa malo se že psihično lahko pripraviš, kako bo to izgledalo v operacijski, ampak jaz, ko vidim recimo dr. Matica Fabiana in Tino, oba nasmejana, ne, je lažje. Je lažje, da se potem odločiš za kakšen takšen poseg. No, sicer za enkrat še ne nucam, recimo, mogoče liposukcija bo pa šla kdaj kmalu na vrsto. Moram pa še vedno, nisem šla recimo k zobozdravniku, k Tini, ker moram enega modrostnega spuliti, ne? Pa tule še imam enega, ko ga bo treba zrihtati. Sem pa ravno prej videla, kako recimo zelo nazoren prikaz je bil, kako se zobki pobrusijo in potem kako izgleda, ko se dajo luskice oziroma prevleke gor. Ja. Tako da mogoče res dajte poklikati njihovo tako Instagram kot Facebook stran. Imate pa enake stvari objavljanje in na eni in na drugi platformi ali se razlikuje? Ne, popolnoma isto je vse. Ni nobene razlike. Ja, pač glih to, ko si omenila, da še moraš ti tudi iti. Pri zobozdravstvenih storitvah se mi zdi, da je zelo pomembno, da se ti strah
prebije. Ne? In to poskušamo narediti. No. Se pravi, z družbenimi omrežji si želite razbijati strahove, ki jih imamo pred samimi posegi, tako estetskimi. Ja. Maja, da mi še eno stvar povej. Koliko recimo časa pa ti vzame recimo tekle za družbena omrežja, da sfuraš vse skupaj, da objaviš, da napišeš, si pomagaš kaj z vse dobro znanim chatom GPT? Ja, mislim, vzame vse skupaj kar dosti časa. Pač, če vzamemo v zakup, da moram posneti najprej so ideje, pa treba posneti, urediti videe, ker gre. Ne vem časovno, meni se zdi, da kar cel dan malo delam, ampak jaz si tudi pomagam z ChatGPT-jem za kakšne ideje, kaj narediti. Kak scenarij na brzino. Ja. Evo. Tako da, jaz vam bom tako rekla, če boste imeli kakršnokoli vprašanje, kar se tiče Medical Group Fabian oziroma Medical Centra Fabian na Instagramu, lahko pišete v njihov inbox. Maja bo z veseljem posredovala vse informacije tudi dotičnim zdravnikom, ki se jih seveda vaša zadeva tiče, in boste dobili odgovor, kaj rečemo, v 24 urah? Ja, verjetno pa že prej. No, tako, definitivno pa si lahko pogledajo, kako izgledajo same operacije, sami posegi, prej potem slike, en kup videov z vprašanji oziroma z odgovori na vaša vprašanja. Ja, tudi. Tako je. Pa kar veliko nasvetov sem jaz našla. Kje dobiš pa ideje za te nasvete? Glih iz teh vprašanj. Mislim, sama se postavim, kaj bi mene zanimali, in tu nekod potem ven povlečem, kaj bi se naredil. Kaj pa je najbolj pogosto vprašanje, mogoče si ga že zasledila? Najbolj pogosto? Mislim, da so tu ful različne, ne? Ampak definitivno ne vem, kako dolgo je okrevanje po nekih operacijah. Se mi zdi, da to ljudi najbolj skrbi. Ja, ker mi bi šli že isti dan po možnosti naprej. Ja. Ne? Ali žurati, ali na šiht, ali pa kakorkoli. Evo, Maja, najlepša hvala za obisk. Vi pa poklikajte Medical Group Fabian na Facebooku in Medical Center Fabian na Instagramu. Hvala lepa.